Animokovci in dobrodošli v 6. oddaji Animoko Tabletop. Ja, že 6. oddaja je, čas hitro teče. No, tokrat se bomo zadeve lotili malce bolj ležerno. Zakaj? Predstavljam bomo nekoliko krajšo igro, ki poteka zelo hitro, ne zahteva veliko učenja in včasih se lahko tudi malce skregate. Pač tipična igra, predvsem za nas Slovence. No, glavnem, o čem govorimo? Govorimo o igri Dungeons and Dragons Dungeon Mayhem. To je igra za 2 do 4 igralce, traja nekje do 10 minut in lahko tudi manj. Tako da res hitro pridete skozi in res je preprosto. Skratka, kot vedno se bomo najprej lotili samih pravil, vam jih lepo razložili, potem pa seveda sledi še sam gameplay, torej sam način igranja, oziroma sam primer igranja, ki je v bistvu res hiter. Tako da ne bom več sedaj tukaj na dolgo in široko razlagal. Skratka, uživajte v ogledu in upam, da se boste naučili kaj novega. Izvolite. Tako, dobrodošli nazaj. Sedaj pa se pogledali sploh začetno postavitev igre Dungeons and Dragons Dungeon Mayhem in kako sploh se pripraviti na začetek igre. No, najprej si pogledamo sploh, kaj igra vsebuje. In sicer imamo tukaj označevalce z karakterji, potem imamo označevalce z temi srčki in pa seveda 4 karte z 4 karakterji. In sicer imamo seveda Paladinko Lio the Radiant, Barbarko Sotha the Skullcrusher. Potem imamo seveda še Roga, in sicer Oryx the Clever, in pa seveda Wizard the Major, čarodeja, kakorkoli pa vzamete, ki mu je pa ime Azam the Mystic. V bistvu, to so vse sestavine te igre. Sedaj pa sploh kako zadevo postavim. Seveda, najprej vsak igralec izbere lika, katerega želi imeti. Na primer, da se jaz odločim za Paladinko Lio the Radiant, torej za tale kupček. In kaj naredim? Vzamem to in pa seveda vzamem tudi še tale Lean Marker. Sedaj pa vzamemo ti 2 karti, ki sta seveda različni od ostalih. In pogledamo, kaj je tukaj in tukaj. Sedaj ta zadeva, vam seveda povem, kaj določeni znaki na kartah, ki jih bo se pozneje vlekli, delajo. To pa je vaš health bar, torej vaše zdravje. In seveda postavite tale marker na 10. To je v bistvu vaša začetna postavitev. Seveda, sedaj, preden začnete z igro, še vsak igralec vleče 3 karte za vaš začetni hand. Takole. In v bistvu je to vaša začetna postavitev. Seveda, ostali igralci, ki bodo igrali, še vlečejo ostale like. In to je v bistvu to. Začne pa seveda igralec, ki je najmlajši. No, sedaj pa vsaka igralčeva runda se stoji iz, v bistvu, bi lahko rekli 2 poti, čeprav mora narediti 4 stvari. In sicer, prvič, najprej vsak igralec vedno, ko začne, vleče 1 karto. Tako, potem druga zadeva, ki jo lahko stori, pa je, da igra 1 karto.
Sedaj pa, kot vidite, imamo tukaj različne simbole. In naprimer, se igralec odloči, da bo najprej igral tole karto. Tukaj, kot vidite, imamo napad, torej 2 sablje v bistvu pomenita deal 1 damage, torej naredite 1 škodo nasprotniku, ki ga izberete, da ga boste napadli, če igrate največ kot 2 igralca. In ko to igrate, bom sedaj sem dol dalim, takole, imamo še potem tukaj strelo, kot vidite, da še tole pokažem, torej strela. Ta strela vam pa omogoča igranje še ene dodatne karte iz roke. In se potem, naprimer, odločite, da boste igrali tole karto, ta vam pa da 3 dodatne ščite. 3 dodatne ščiti pa pomenijo, da še vam doda k vašemu healthu 3 dodatne healthe, torej mora napadalec vedno najprej potem napasti te ščite, preden lahko zopet napada vaš health bar, torej vašo zdravje. In v bistvu je potem to konec runde. Ta karta je bila sicer porabljena in gre na discard pile. Ta pa vam ostane, dokler pač napadalec ne uniči ščitov. In v bistvu je to potem vaša runda. Sedaj na kart, kot vidite, ti 2 karti imate še druge poteze. Tole imamo 2 karti z plusom, kar pomeni, da lahko za vsak plus vlečete še eno dodatno karto. Ko karto torej igrate, lahko še 2 karti potem vlečete. Potem pa imamo še na enih kartah, samo da odkrijem eno, tukajle, kot vidite, 2 srčka. Ta 2 srčka v bistvu pomenita, da lahko obnovite vaše zdravje. Torej, če bi sedaj bili vi, naprimer, na 7, bi lahko za 2 srčka torej šli gor, torej 1, 2. Potem pa ima vsak lik še v bistvu tiste mighty powers, to je posebne sposobnosti. Ena izmed teh je naprimer pri Liji tale. In sicer ta zadeva pomeni, kot lahko vidite, tukaj pri prvem, je, da pač vi izberete katerokoli karto v vašem kupčku za odlaganje in si jo date nazaj v roko. Potem še ima pa drugo sposobnost, ki še na drugih kartah, in sicer je tale počen ščit. Ta karta pa v bistvu uniči vse ščite, oziroma vse karte za ščiti, tudi vaše lastne, ki so seveda v igri. Tako da, če bi igrali naprimer ta ščit, bi avtomatsko tudi vaš lastni ščit šel v kupček za odlaganje. Torej, kot sem rekel, vsak lik ima drugačne te posebne sposobnosti, tako da se razlikujejo. Vsekakor pa, če vam zmanjka seveda tega kupčka, naprimer, da je vse potem na discardu, takole, se potem ta kupček seveda ponovno premeša in ustvarite nov kupček za vlečenje, tako da potem lahko znova vlečete karte. Seveda, če vam zmanjka kart v roki, po končanju vaše runde, seveda takoj lahko vlečete 2 novi karti, ko končate rundo. To je še tista posebna dodatna zadeva, ki jo je treba vedeti. In kako se igra konča? V bistvu preprosto. Kdor zadnji ostane, zmagovalec, seveda izgubite vedno rundo, ko pridete seveda na 0. In potem avtomatsko izpadete iz igre. To pa je v bistvu... še to sem pozabil povedati. Ja, ni še čisto vse. Prej sem imel ščite, da še enkrat dam. Torej, če imate sedaj naprimer ščite tukaj, ko vas napadalec napada in naprimer uniči en ščit, zato so potem ti markerji tukaj, da položite sem gor, da je en ščit uničen. Tako da vam ostane še en. In če vam potem naslednje runde, naprimer, še 2 uniči, se tukaj na 10, naprimer, potem greste enega že to uniči, ta karta gre takoj stran, in potem greste še eno dol, naprimer tukaj. Skratka, čisto preprosta igra je in seveda najboljše je, da si zadevo pogledamo, kako dejansko poteka v praksi, se boste le tako verjetno lahko razumeli najbolje, kako se streže
vsakemu posameznemu liku. Bomo še povedali seveda potem, kaj drugi liki počno, ko bomo dobili karte. In ja, ostanite z nami, se vidimo čez nekaj trenutkov. Tako, dobrodošli nazaj. Zdaj pa se pogledaj, kako igra Dungeons and Dragons Dungeon Mayhem poteka v praksi. Pomagala mi bo zopet Kim. In ker je seveda najmlajša tukaj, bo začela ona prva. Tako da vlečem najprej jaz 3 karte, ki še. In sedaj ona vleče prvič, ki igra prvič. Seveda karto. Pa potem imam še eno. Točno tako. In je to potem tvoja poteza. Potem pa jaz vlečem eno karto. In bom... Dobro. Ti naredil 3 damage-a. Kaj? 2, ker imam ščit. Ja, mislim pa če, pa najprej ščit uničim. Najprej se gleda ščit se uniči, potem pa še 2 dodatna damage-a. Pa si zopet ti. Tako najprej imam potem eno karto. Ok. Pa igram to. Aha. Menala dobim 2-krat prijemna vrsta, ne? Ja, 2-krat lahko zaigraš pač še. Pa igram sebi ščit, pa tebe napadam za 3. Ok, ja. 1, 2, 3. Takole. V redu. Vlečem jaz eno. Pa te napadem za 3, uničim oba ščita, se pozdravim za eno, pa še 1 damage zraven tam, ja. Tako. In je to moja poteza. Jaz se napadam za 3. Ok, 1, 2, 3. Dobro, igram to, se pozdravim najprej za 2, potem pa je to zadeva mi je mogoče, da si pač z tega kručka vzamem eno karto, še pa da sem vleč eno, ne. Tako da imam to. Takole. In si ti. Igram to, sem 2-krat na vrsti. Ja. Vlečem 2 karti, pa se za eno pozdravim. 1, 2 in je to. A ne, čakaj, prvo ti zavljam, še druga. Pa druga je, da te za eno Pa napadam, še eno karto. pa še eno karto igram in te še za 2 napadam. Damn. Dobro. Pa vlečem jaz. Ok. Mi mogoče 2 potezi zadeva. In sicer se seveda prva poteza. Napadem za 3, se za 1 pozdravim. Druga poteza, napadem za 1 in še mogoče 1 potezo. In pa tretja poteza je še isto. Napadem za 3, pa se za 1 pozdravim. Nisem še ti. Ja, ne, nisi še pokončana, tako da. To je to, pa si ti. Igram 2 ščita. V redu. Ja, nič. Igram to, se za 1 pozdravim, pa še vlečem 2 karti. 2. Jaz te pa napadam za 2. Ok. To sem prej pozabil dati sem. Takole. Pa sem jaz. Vlečem 1 karto.
Ne, da ščita tak nimam, razbijem se ščite v igri. Zdaj sem tak hin. Pa te za 3 napadem overkill. In ja, v bistvu... Good game. Good game. No, in to je v bistvu to čisto hitro. Poteka ta igra, je kratka in jedrnata. Če igrate na več igralcev, se lahko tudi skregate. Posebej na 4, ki se lahko potem 3 spravijo na enega, da ga čim prej odstranijo. Tako da ja. Če vam je igra všeč, kot ponavadi, bomo v komentarjih spodaj, oziroma ne, v opisu spodaj, podali tudi, kje lahko igro nabavite. Tako da verjetno je to ali pa igraj.si, ne vem točno, tega stran ima zadevo trenutno na zalogi. Tako da, ja, to je z naše strani za zdaj vse in se vidimo naslednjič. Like the video. See you next time. Ja, see you next time. Takole, to je bila torej igra Dungeons & Dragons Dungeon Mayhem. Kot ste videli, je hitra, jedrnata, lahko se skregate, če igrate na več igralcev, kot smo rekli. Se je že tudi zgodilo, da smo se 3 spravili na enega, tako da, ja, zna biti nesramno. Preden še zaključim, bi še pa rad poudaril nekaj, česar ni ravno bilo najbolj razvidno iz pravil, tudi v najnem igranju ni prišlo do tega, da bi lahko bili jasno pokazali. Torej, karta z temi strelicami, torej to pomeni play again, da še enkrat igrate, lahko eno dodatno karto igrate, torej. Če vam sredi tega zmanjka kart in še morate vedno igrati eno karto, velja pravilo torej, da kakor hitro vam zmanjka kart, vlečete 2 novi. In še potem igrate eno karto od tistih 2 novih, da zaključite svojo potezo. Obvezno pač pri teh znakih morate igrati dodatne karte. Seveda, če vam zmanjka kart potem, ko odigrate obi potezi, seveda na koncu svoje poteze še vlečete 2 novi karti in potem, ko se zopet vi na vrsti, vlečete eno novo, tako da potem na koncu imate na začetku naslednje runde, vaše runde spet 3 karte v roki, v tem primeru. Skratka, to ni bilo najbolj jasno pojasnjeno v samih pravilih, ni bilo najbolj jasno razvidno. Moral si nekje prebrati med vrsticami, da si lahko potem to razumel, tako da smo raje še sedaj tukaj podarili to zadevo. In ja, upam, da vam je igra sedaj malce bolj razumljiva, ko ste videli še gameplay. Tako da upam, da smo vam vsaj malce pripomogli k temu, da celotno zadevo lažje razumete. No, naslednjič pa pripravljamo za vas še eno dodatno igro. Tokrat bo seveda tudi nekoliko krajša. In sicer, no, ni več nobena skrivnost, kaj pripravljamo naslednjič za vas, tako da lahko jo sedaj že kar pokažem. Naslednjič bomo igrali igro Coup. Ja, državni udar. Nekam znano zveni. Ne, saj nič ni. Ne bom šel v politiko raje sedaj, tako da zdaj se bom raje izognil. Ampak ja, je pa dejansko primerna igra za ta čas, ki trenutno je tudi v Sloveniji. In ja, upam, da se že veselite naše naslednje oddaje. Mi se že veselimo ponovnega snidenja z vami, tako da se vidimo naslednji teden. Do takrat pa seveda uživajte v tednu, ki je pred vami in upajte na čim hitrejši vikend, da boste lahko ponovno zopet si oddahnili, si odpočili in seveda spremljali našo naslednjo oddajo. Skratka, se vidimo naslednjič. Bye!